Povejte vaš komentar na reakcijo stranke Slovenskega naroda. Zelo sem presenečen, da nekdo župana kazensko ovadi, kada župan vrača občanom denar, ki je bil preveč pobran v preteklosti. Očitno se bližajo državnozborske volitve in nekateri želijo na plečih mariborskega župana graditi slovensko politiko. Torej, kaj je vaša stran zgodbe okoli tega nakazanega denarja? Naša stran je to, da smo spoštovali računsko sodišče in mnenje in da želimo igrati pošteno igro do vseh tistih občanov, ki so bili kakorkoli v te zadeve škodovani. Poročilo, kdo in na kakšen način je bil v tem primeru škodovan. Sem prepričan, da tudi tisti, ki to dobili. Znamo se samo člani iniciative ali tudi kdo drug? Ne gre samo za člani iniciative. Mi smo na nek način z tem društvom oziroma z civilno inicijativo se pogovarjali in se z njimi pogodili. Še enkrat pa povdarjam, vsakamor, ko je bilo v skladu z računskim poročilom računskega sodišča preveč pobrano, bomo tudi vrnili. Koliko pa je teh upravičencev za to denarja? Teh 76? V tem danem trenutku točnega podatka nima. Lahko vam pa posredujemo podatek, ki je točni in slegani do dotične osebe. Kako pa boste zagotovili, da bodo res vsi dobili res toliko, koliko morajo? To bomo zagotovili preko naših služb, predvsem tudi razmišljamo preko komunalne direkcije, ki tudi spremlja delo na področju komunalne in sem prepričan, da je tudi podžupan gospod Burnoč opravil svoje delo, ko se je večkrat sestal za civilno inicijativo. In še enkrat poudarjam, pravna služba stoji za to poravnavo, ki smo z njimi podpisali. Kakšna je pravzaprav ta poravnava? Da boste poravnali te zneske taki, kot so nastali, ali kakšnim nižjim odstotkom? Poravnava pomeni, da se postopek zoper mestno občino Maribor ne pelje in da se sledernemu občanu tudi povrne, kaj je bilo pobrano. Torej, tisti, ki so upravičenci, ali morajo sami zahtevati svoj denar nazaj, ali boste službe poskrbeli za to, da vse? To moramo mi poskrbeti, glede na to, da nam je računsko sodišče v poročilo to nam naložilo in prav gotovo moramo tudi za to poskrbeti. Naj bi se najpo inicijative delili v soboto, ali bo kdo od občinskih služb zraven in nadziral, kako in komu se bo delilo? Mi ne bomo tega nadzirali, mi bomo zahtevali samo poročilo, ki mora biti z blagajniškim prejemkom in dodatkom tudi stepenemo izdano. In prav gotovo računovodski standardi to narekujejo. Ali gre to za društvo, ali gre za civilno pravno osebo, bilo katero drugo osebo, pomembno je, da se standard računovodskih držimo. In da bo jasno razvidno iz vsakega poročila, kdo je na kakšen način in sredstvo dobil. Pa ne je bilo bolj primerno ta denar nakazati direktno na račune? To ne bi šlo za oddeljenje godine? Glede, operativno se, kot župan, to nisem spuščal, za mene pomembno to, da je postopek zoper mestno občino Maribor strani civilne iniciative in občanov ostane. Kako ste zdaj vedeli, gospod župan, glede na to, da ste 76 000 nekaj evrov že nakazali temu društvu civilne iniciative iz Maličnika, da pa boste tudi vsem drugim, ki so neopravičeno plačevali to čiščenje, povrnili denar. Kako boste, če se tisti sami ne bodo prijavili, ko je vprašala kolegica? Seznami obstajajo in še enkrat poudarjam, v skladu z poročilom računskega sodišča in mnenjem, ki je bilo izdano, moramo poskrbeti, da se mestna občina Maribor obveže, da to tudi storimo in to bomo tudi storili. Spravi, še boste dodatni denar plačali, ker na civilni iniciativi trdijo, da bodo plačali denar samo njihovim članom, ne pa vseh upravičencev. Vsi upravičenci morajo biti, ki so zajeti kakorkoli v poročilu računskega sodišča. Pričakujete, da bo stranka Slovenskega naroda umaknila tožbo? Glede, to je njihova osebna stvar in očitno si nekdo želi, da v Mariboru dvigne v zrak veliko prahu, da pač omeni župana in zoper župana poda kazensko ovadbo. To ima sicer vsak svojo pravico, kadar posume, sodišče pa ne svoje pravi. Spravi, če sem pravilno razumela, edina pot, da pridejo upravičenci do tega denarja je preko civilne iniciative. Ni edina pot, komunalna direkcija mora tudi svoje pravi. To bo tovornica tudi kasirala.
Svoja civilna iniciativa je leta 2003 dejansko začela z postopkom, v bistvu zoper mestno občino Maribor. In takrat so vseh teh leti ogromno razgovorov z bivšim županom Sovičem upravili, ampak nekako do dogovora ni prišlo. Zdaj je pač ta problem tu v bistvu bil, da vsi tisti, ki pa seveda tej družbi niso, civilni družbi niso pristopili, seveda v teh pogovorih niso sodelovali. To je temeljni problem. In zdaj seveda po teku enega leta več ti ne moreš uveljavljati, nimaš več možnosti uveljavljati vseh, bi rekel, ugovorov, pa karkoli za nazaj. Se pravi, tisti, ki niso bili združeni v civilno inicijativo, torej po vaših besedah ne bodo dobili tega denarja povrnjenega, ker je to leto dni minilo. Ne, minilo je že več let. Oni so pa že začeli z bivšim županom v letu 2003-2004. Skratka, vsi tisti, ki pa niso združeni, pa dejansko potem niso upravičeni po vašem mnenju in občina raznih 76 000 evrov ne bo zagotavljala dodatnih sredstev. Občina se bo trudila, da se občinam povrne denar. Če pa jim ne rabi. Torej tudi pravno je potem to sporno. Če bo občina vrnila denar, ki ga pravno ne rabi, potem bo računsko sodišče... Ne, pravno ne rabi. Ravno računsko sodišče je družbi Nigrad v reviziji dejansko naložilo oziroma je bilo kot negativno povedano, da so oni v bistvu neupravičeno to zaračunavali. Ja, to razumem. Se pravi, vi še boste zagotovili dodatna sredstva, zdaj ste zagotovili sredstva samo za inicijativo. Glejte, to je seveda pravno, dejansko oni nimajo več pravice nobenih zahtevkov uveljavljati. To je dejstvo. Oni so zamudili že tak, če se bi oni priključili tisti civilni inicijativi takrat, ona se na pravni noti primerno registrira, vodi se kot društvo s svojim transakcijskim računom, odgovorno osebo in seveda tudi izvaja normalno vse tisto, kar je v skladu z zakonom o društvu. To so tisti redni letni občni zbori, pobiranje članarine. To je dejansko škop dela. Ni pa tega Vinkov dela. Kar pa imajo oni, je pa njihov problem. Občina se ne bo v njihove medsebojne spore spuščala. Torej, če zdaj prav razumem, 76 000 evrov, ki ste jih izplačali, tudi zadnji cent, ti so dejansko v bistvu preko odvetnika, njih je odvetnik zastopal in mi smo se pač pogajali. Kaj je oškodovanje že pritiskal kaj na občino? Se prihajajo kakšne pritožbe? Jaz to vas sprašujem. Tisti, ki niso v civilni inicijativi, seveda. Seveda, nekaj klica je bilo, normalno. In kaj jim odgovorite? Da so zamudili vse roke, očitno tako kot nam. Ja, dejansko so oni 2003, jaz ne vem, zakaj se niso takrat že s prejšnjim županom dogovorili. Ampak koliko je ljudi, koliko je teh gospodinstva na seznamu tega računskega sodišča? 4500 približno. Nekaj med 200 pa meč 1500, čas prav razumem. Ja, seveda, to so različni podatki. Seveda, Vinko dela neko napako. Vinko vse člane, ki jih je v svojo stranko uspel dobiti, je imel na tem seznamu, ker seveda ne moreš ti dobiti, če nisi nikoli v bistvu bil upravičen plačila čiščenja odpadnih voda oziroma teh osedlin. To zbraje tista številka nekaj vmes pravzaprav in če bo občina prišla... Glejte, mi smo to več kot eno leto z družbo Nigrad preverjali, kateri so tisti podatki, katere osebe so prejemali te račune, in seveda družba Nigrad je tista, ki rekla, kaj vi ste poravnali ali pa niste poravnali, ker tu gre za več kategorij. Gre za tiste, ki so plačevali, za tiste, ki niso plačevali in potem so nekateri bili, ki so en del storitev plačevali, drugi del storitev pa niso plačevali. In potem seveda gre tisti, ki so potem seveda bili toženi strani družbe Nigrad, zato ker niso plačevali, da tudi ljudje pričakujejo, da bodo dobili vse tisto, kar jim je seveda bilo, bi rekel, v tistih izvršbah tudi navedeno. Tu je en kup različnih, noben ni praktično skoraj, bi rekel, identičen. Koliko mogoče samo še to, koliko ljudi, če imate podatek, bo iz teh 76, iz tega fonda, torej iz tega... To je 351 oseb. Ti so na seznamu, ti so plačevali tisto, kar jim nikoli ni bilo izvedeno. Teda to je to. Se to upravičujem. Ja, jaz mislim, da smo mogli imeti. Vinko je pač tak, morate razumeti, on je politik, on je predsednik v bistvu stranke, tudi že v predvolitvi.